Cenjena publika, danes smo se zbrali tu v dvorani Slovenskega etnografskega muzeja, da počastimo obeleženje 14. novembra kot dneva slovenskega znakovnega jezika. S temi besedami se je pričela kulturna prireditev letošnjega državnega praznovanja slovenskega znakovnega jezika, ki je imela namen opozoriti širšo javnost na specifične potrebe gluhih in naglušnih oseb, ki imajo za razumevanje svoj uradni jezik, ter spodbuditi njegov nadaljnji razvoj in uporabo v vsakdanjem življenju. Slovenski znakovni jezik se razvija s pomočjo prizadevanj Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Korak naprej pri njegovem priznavanju, tudi strani države, pa je njegov zapis v register slovenske nesnovne kulturne dediščine. Mislim, da je država vendarle pokazala neko določeno razumevanje in zavest o pomembnosti slovenskega znakovnega jezika in da je že s temi dejstvi, ki so mogoče zdijo na prvi pogled bolj simbolične, se pravi pri sprejemom zakona in z samo razglasitvijo dneva slovenskega jezikovnega jezika pokazala, da se zaveda tega, da je potrebno podpirati razvoj slovenskega znakovnega jezika. Ki ga je na predlog Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Lahko povem že dolgo leta in leta, ko še ni bilo zakona, smo 2000, oziroma po tistem, ko je pa bil zakon, in leta 2014 je bil pač ta dan sprejet, je vlada potrdila tisti zakon, potem vsako leto na ta dan, 14. novembra, obeležimo, takrat imamo posvet, promoviramo znakovni jezik in se povezujemo tudi šolo, se pravi tudi starši gluhih otrok, da bi videli, da gluhi potrebujejo znakovni jezik. Zato v prihodnosti to je njegova izkušnja. Rezultat vseh teh prizadevanj so tudi izdani priročniki in učbeniki za učenje slovenskega znakovnega jezika ter e-slovar, a tudi priznanje slovenskega znakovnega jezika ni kar tako samoumevno. Naj vam povem eno informacijo. V Evropi je Slovenija prva razglasila dan znakovnega jezika. Ravno pred kratkim, letos, je Madžarska razglasila dan madžarskega znakovnega jezika in ga obeležujejo 9. novembra. Mi smo ponosni, da smo bili prvi, ampak Španci že nekaj časa praznujejo neformalno dan znakovnega jezika, nimajo pa uradno priznanega dneva španskega znakovnega jezika. Torej imamo en velik dosežek, to je naš dan, to je naš praznik, Poleg omenjenih dosežkov se je na ta dan praznovalo tudi nove kulturne dosežke. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je v sodelovanju s podjetjem, ki razvija mobilne aplikacije, izdalo e-slovar slovenskega znakovnega jezika kot aplikacijo, praznovalo pa se je tudi izdajo didaktične, interaktivne pravljice v znakovnem jeziku. Žiga Špaget je za punce magnet avtorice Ksenije Kermauner. Pravljica povezuje mnogo različnih skupin bralcev, gluhe, slepe, otroke z motnjami v duševnem razvoju in ostale, kar je velika redkost. Mi vemo, da so pravljice osnova. Einstein je rekel, če želimo, da so naši otroci pametni, naj jim berimo pravljice, če želimo, da bodo še bolj pametni, naj jim beremo še več pravljic. In nažalost so slepi, gluhi in ostali otroci s posebnimi potrebami tukaj precej prikrajšani, zato ker nimajo nabora dovolj kakovostnih pravljic. Da sta za polni človekov razvoj potrebna dobro razvit materni jezik in dostopne kulturne vsebine, je pokazala tudi gledališka igra Zmajček in morska deklica ter glasbeni videospot slovenskega evergreena Dan ljubezni v slovenskem znakovnem jeziku, ki jo je režiral Tadej Čater.
in iz njega se je čisto malo zakadilo. Videl sem ogromno skalo, ki je zapirala vhod.